še vedno smo zelo v koraku na določenih segmentih, lepo celo prednjačimo, lepo napredujemo, ne. V tej zadnji zadevi, to se pravi na mobilnih komunikacijah, pa pravzaprav vstopamo zdaj v novo generacijo nekako z glavnim svetovnim valom. To pomeni v praksi primerljivo s fiksnimi omrežji, z izkušnjo uporabniško, ki jo imamo tam, tudi na optičnih omrežjih, ne. Hitrosti grejo v laboratoriju do 100 megabitov v smeri od sistema na dol, 50 megabitov od uporabnika na gor, v praksi 50/20 tipično, ne. Odzivni časi, obhodni časi so tudi primerljivi, reda 20 milisekund. Ko vzameš terminal, je ta odziven, sistem deluje hitro, vse aplikacije delujejo hitro, recimo posebej se to pri tistih pozna, ki so na to občutljive, recimo video, 3D video in tako naprej, a ne. Online gaming, to se pravi pri tistih uporabnikih, ki so zahtevni, ki zahtevajo dobro uporabniško izkušnjo, bodo to razliko jasno, višje hitrosti, predvsem pa bolj odziven sistem, ki je dejansko primerljiv tudi v temu k izkušnji, ki jo imamo v fiksnih omrežjih. Na eni strani seveda mobilna tehnologija prinaša, kot že sama beseda pove, mobilnost, a ne. To pomeni, da urbani svet, ruralni svet pravzaprav, kjerkoli se gibljemo, pa še tujina, seveda, ki jo je treba omeniti, roaming, a ne, prinaša eno podobno izkušnjo, kjerkoli si že, a ne. Na drugi strani seveda je komplementarnost tehnologij zelo, zelo pomembna, fiksnih, mobilnih, a ne, tam, kjer nimaš dostopa preko žičnih tehnologij, pa prihaja mobilna tehnologija, a ne. To se pravi komplementarnost. Posebej to velja za slovenski teren, kjer je veliko prebivalstva razpršenega. V to smer delamo. Seveda je to povezano tudi s primernimi frekvenčnimi območji, ki omogočajo to izkušnjo tudi v ruralnem svetu. Tako željno pričakujemo, kdaj bo razpis za 800 megahertzno frekvenčno področje, ki je rezultat digitalne dividende, in ravno to novo frekvenčno področje bo zelo olajšalo pokrivanje oziroma propagacijo LTE-ja tudi v ta ruralna območja, kar bodo pa predvsem čutili ti uporabniki, ki so v marsičem danes prikrajšani. Priprave so potekale več let. Tako smo leta 2011 že testirali na 9 baznih postajah na Viču tehnologijo, vmes smo se učili, preverili smo dobavitelja skozi razpis, znižali, izpogajali nižje cene opreme, kar je zelo pomembno, in lani pričeli z gradnjo, tako da imamo ta hip ob startu 90 baznih postaj. Do konca leta jih bomo izgradili 250 oziroma še prej in potem bo ta razvoj šel naprej. Za nas pomeni LTE, kot že sama kratica pomeni long term evolution, dolgoročno izboljševanje omrežij. Tako v smeri večjih hitrosti tja proti 1 gigabitu na sekundo, kot tudi širjenje omrežja, kot smo prej rekli. Gostenje pomeni večjo kapaciteto, boljše odzivne hitrosti in pa smer razvoja proti ruralu. To pomeni, da v praksi, da namesto, da se boš usedel za fiksni računalnik, že danes je tako, jaz uporabljam tablico ves čas, ne razmišljam, kje sem, ne razmišljam, kako sem povezan, mora delati povsod. Ta nova generacija dela tako, da kjer tega signala ni, seveda vse terminalske naprave podpirajo tako 3G kot 2G, tako da tista izkušnja, ki smo imeli do sedaj, seveda ostaja in se nadgrajuje, ker je pokrivanje LTE zagotovljeno, kjer ga pa še ni, je pa seveda izkušnja ostaja takšna, kot je bila danes. To je standardizirana tehnologija po 3GPP-ju, mi pravimo, kar pomeni, da ima navzdol popolno kompatibilnost na prejšnje generacije, na tretjo, drugo generacijo mobilnih komunikacij. Do sedaj smo v LTE omrežje investirali približno 2,5 milijona evrov. Nadaljnje investicije bodo predvsem odvisne od naših izkušenj na trgu, razvoja trga, števila uporabnikov,
Je pa treba vedeti, da to ni investicija v mobilno tehnologijo, ni nič, LTE ni nič nenavadnega. Mi stalno vsako leto nadgrajujemo omrežja, moderniziramo, razvoj gre stalno naprej. In tako kot vsi ostali operaterji, del prihodkov vlagamo v razvoj. In LTE je del tega razvoja. Tako da v 5 letih imamo mi seveda lastne ocene, ki jih ne morem razkriti, koliko bo to stalo, vendar v ničemer ne odstopamo od večine ostalih operaterjev. Cene smo preverili in ostajamo v okviru odstotka investicij, ki jih od prihodkov dajemo v razvoj, ostajamo v teh okvirih. Ves content, vse, kar danes v web okolju, v tem OTT okolju, v našem storitvenem okolju imamo, želimo ponuditi uporabniku tako, da bo to z pridom in elegantno in znotraj nekih pričakovanih paketov uporabljal kakovostno, hitro, odzivno. Posebej poudarek je na poslovnem trgu. Danes si težko predstavljate poslovneža, ki je stalno pod nekim časovnim pritiskom, brez mailov, brez podatkov, brez zalog, brez podatkov o dobaviteljih v žepu. Uporabnikom želimo v tem trenutku, oziroma bomo prišli z 2 načini uporabe nove tehnologije. Eno je v okviru obstoječih paketov, kjer si bodo lahko vključili uporabo LTE tehnologije, promocijsko brezplačno do konca leta, na to pa računamo, da bodo plačilo 6 €. Seveda se bo to še do konca leta, glede na izkušnje oziroma odziv trga, lahko spremenilo, vendarle do konca leta ostaja brezplačno. Drugi segment so pa podatkovne te data naprave, kot so recimo tablice, USB stiki, prenosni računalniki, kjer pa je promocijsko obdobje 6-mesečno in bodo lahko uporabniki to za polovično ceno uporabljali. Slovenski trg je zahteven, tudi ko se primerjamo z tujino. Prepričani smo, da bodo slovenski uporabniki to z veseljem, s pridom sprejeli. Posebej večje odzivne hitrosti, boljše performanse, pri čemer se kot vedno izkaže, da ta tehnološki segment, tehnološki friki to prvi zgrabijo in seveda na tem mi tudi računamo, na njihov dober odziv, na njihov dober sprejem, kar potem potegne tudi ostali trg za seboj. In pa seveda poslovni trg. V to smo mi prepričani, pa pravzaprav ne samo mi, ampak gre za cel svet. Mi imamo danes komercialni LTE v recimo velikih državah, Združene države Amerike, Rusija, Avstralija, Indija recimo. Praktično ni države v Evropi, kjer ne bi testirali ali pa bili tik pred štartem, tako da pravzaprav nismo tukaj nobena izjema.